Za nekatere je upokojitev vznemirljiv dogodek in jim pomeni nekaj pozitivnega, za druge pa vse prej kot to. A nekaj zagotovo drži. Jesen življenja daje človeku priložnost, da stori vse tisto, za kar mu je prej primanjkovalo časa. Blejski upokojenci svoje upokojenske dni preživljajo aktivno, v družbi smeha. Mi smo jih obiskali v njihovih prostorih v Lipovi vili. Sem so se preselili po osamosvojitvi leta 1975, predtem pa so 25 let delovali kot podružnica Zveze društev upokojencev Radovljica. Sedanja predsednica društva pojasni, v kakšnem stanju je bila ob vselitvi Lipova vila. Bila je v precej slabem stanju, tako da so člani društva, predsedniki tedanji so veliko časa, energije in znanja vložili v to, da je zdaj vila taka, kakršna je. Kot vidite, se pozna, da je stara, ampak veliko dejavnosti je in prostori so usposobljeni za te dejavnosti. Program dejavnosti se z leti širi. Danes v društvu deluje 7 sekcij: izobraževalna, športna, kulturna in turistična sekcija ter sekcija za socialne programe. Člani in članice društva pa lahko obiskujejo tudi sekcijo ročnih del in ženski klub. Ravno ob našem prihodu so, tako kot vsak ponedeljek ob 10. uri zjutraj, zasedale članice ženskega kluba. Glavna dejavnost je pitje kavice. Zato ni naključje, da jih ob tem početju s stene opazuje slavna slika kofetarice, slovenske umetnice Ivane Kobilice. O čem tukaj vse razglabljate, kad takole uživate in kofetkate? Od politike do kulture, do vice spravimo, to je zelo požvija, ne? Skupaj praznujejo tudi rojstne dneve, hodijo na izlete in krajše pohode, berejo in prav rade tudi kakšno zapojejo. Zakaj bi vesela ne bila, zakaj bi vesela ne bila, sa vsak dan krog mojega čela, mi sapca gorenska pihla, tralala, 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 tralala. 86-letna gospa Francka je ena od najstarejših v tej skupini. Članica društva upokojencev Bled pa je že vse od leta 1984. Kot pravi, rada zahaja v društvo in se druži z ostalimi članicami. V glavnem se itak poznamo že od nekdaj. Z nekaterim smo še v službi bili, pa vse mogoče. No. Skozi leta društvene dejavnosti postanejo stalnica in rutina, ki je preprosto ne moreš preskočiti. To je taka, toliko se navadiš, da kar moraš iti mus. Da je tista ura pride, pa greš. Pa prideš sem, me nas je pa res kar dovel zmeri. Da kaj začnemo. S klepetanjem. Pravijo, da ponavadi toliko in tako glasno govorijo, da včasih še same sebe težko slišijo. No, nekoliko bolj mirno pa je ob igranju domiselne igre križem-kražem, ki zahteva kar precej koncentracije. Gre za premetavanje črk in sestavljanje besed. Ti postaviš v tabelo, ki je sestavljena z različnih pol. Vsaka črka ima svojo vrednost in postaviš z 10 črk, ki jih naslepo potegneš iz vrečke, sestaviš najdaljšo besedo in jo vrstiš v tabelo. Potem je pa sosed na vrst, naredi isto in jo mora pa prekrižati. Eno izmed teh porab in to gre 10 potez. Partija je zaključena približno 1 uri. K-A, ne? Da ta K vključeno. K-T, D, ja, kateder ali pa katedra, ne? Vsaka beseda mora biti prisotna v slovarju slovenskega knjižnega jezika ali v leksikonu. Kot poudarja gospod Erman, s to igro bistriš možgane in bogatiš besedni zaklad, zato je namenjena vsem, ne le starejšim. Pri tej igri je treba res misliti, ne? Tako da ta ura, kar jo odigramo, mine zelo hitro. Niso vsi pač navdušeni, kot jaz bom rekel. Jaz sem odpadel. Jaz sem res odpadel. V drugem prostoru, v prijetni sobici ob kmečki peči, pa se zbirajo upokojenke, ki gojijo ljubezen do ročnih del. Že 12 let namreč v društvu deluje sekcija vezilje, ki jo vodi gospa Breda Jamar. Začetka smo samo vezli, pa prav enostavnejši, pa smo pa bili skozi bolj zahtevni. Skozi več smo hoteli znati, skozi več smo se naučili in zdaj se na izdelkah že tudi lahko vidi, koga vse se da narediti, če se dela pa hoče. Je potrebno imeti kakšno predznanje od prej ali se tukaj lahko kar vse naučiš? Tukaj se lahko vse nauči. Prav lahko pride popolnoma brez znanja, samo z željo, da bi to delala.
je dost. In kaj vse se da doseči z željo in vztrajnostjo, dokazuje 80-letna Angela Žižko, ki se je pred 5 leti odločila, da se bo naučila klekljati. Jaz sem videla prvič klekljanje, sem dobila željo, da bi rada to delala. In je trajalo dolgo cajta, da sem do tega prišla, da sem se lahko naučila. Za svoj rojstni dan je vsaki v skupini naklekljala in podarila takšnega laboda. Poleg tega še štrika, rada pa sede tudi za šivalni stroj. Že z otroštva ven imam ročna dela. Doma smo, kako bi rekla, še ni bilo elektrike, smo pri petrolejkaj štrikali, cekarje smo pleli z tistega koruznega ličja. Vse sorte smo takle delali. To, da imam to že od malega v krvi. Svoje izdelke vezilje rade pokažejo na ogled. Udeležujejo se različnih razstav, za svoje delo pa so prejele že mnogo priznanj. Ko pa smo ravno že pri priznanjih, v spodnjih prostorih društva hranijo veliko priznanj in pokalov, ki so jih člani osvojili v balinanju. Tale, v rokah gospoda Zorjana, pa je prav poseben. Tak moj pokal. Prvi biljardist Dejoblet je bil takrat. Leta 2010. 2010, ja. Še pred upokojitvijo je v društvu deloval kot podporni član, že 14 let pa kot član rad balina in pozimi igra biljard. Prvo udarimo v biljard, pol pa od 5 pa do 6 pa še šnops za bunke, ne za denar. Tole je prav posebna miza za biljard. Jaz moram priznati, da take še nisem videla. To je stari način igre biljarda. To so ne vem koliko let nazaj v gostilnah, navadnih gostilnah so to imeli. In seveda sem morala tudi sama poizkusiti. V društvu upokojencev Bled tako ni nikoli dolg čas. Vedno se nekaj dogaja. Za tiste bolj športno aktivne bodo letos poleg telovadbe, nordijske hoje, smučanja, kolesarjenja in pohodov, ki so na sporedu vsako leto, organizirali tudi tečaj teka na smučeh, plavanje in športni dan. Ena izmed letošnjih novosti je trening sproščanja, namenjen vsem, ki želijo vzdrževati dobro telesno počutje. Na voljo je veliko izobraževalnih vsebin, raznih predavanj in prireditev. V društvu na področju kulture deluje literarno-recitacijska skupina. Enkrat mesečno organizirajo večer Zapojmo skupaj, kjer pojejo ob spremljavi harmonike. Potem imamo poslušanje glasbe, ko imamo gospoda Rinko Boletovo, poslušajo klasično glasbo, razlagajo, potem hodijo tudi na koncerte in tako naprej. In potem imamo vokalno skupino, ki je 10-letnico praznovala lansko leto. V sklopu sekcije za socialne programe deluje tudi vseslovenski projekt Starejši za starejše. S to akcijo so pravzaprav želeli, da bi starejši čim dalj ostali doma, ker so domovi prenapolnjeni in meni se tudi zdi, da če se le da, da v domačem okolju starejši človek veliko lepše mu je. In tu smo prostovoljke zbrane, tukaj na Bledu iz društva nas je 15, so ankete take za celo Slovenijo, da se najprej vidi, kako je, bi rekla, stanje po eni strani starejših ljudi, kaj jim manjka, kaj si še želijo in tako naprej. In potem se te ljudi obiskuje. Tako jim poskušajo nuditi tisto, kar potrebujejo. Velik problem starejših predstavlja osamljenost, zato je ena od pomembnejših komponent tega projekta in društva druženje. Seveda je bistvena komponenta je druženje, ampak je tudi veliko več kot druženje. V bistvu na ta ne zdi se mi, da samo kot če si včlanjen na tako aktivno društvo, da ti tudi nekako osmisli življenje, Ker dostkrat, ker staranje, se pa eni strani je fino, veliko stvari veš, izkušnje so ne vem kaj vse, ampak vseeno si bliže koncu, da tako rečem. In potrebuješ potem nekaj, nekaj takega, da si osmisliš svoje bivanje tu in zdaj. In so tu različne dejavnosti, ker veliko naših članov potem tudi vodi kakšne stvari ali gre naprej in to je ti smisel. In končno tudi izobraževanje, pa nas se veliko izobražuje, ker jaz mislim, da do smrti, dokler človek v glavi je vse pošlihtano, je prav, da se izobražuje, da je nova znanja, da se ne zapre v sebe, ker potem je tudi neka širina. Vsak izmed upokojencev, s katerim sem govorila, je poudaril enako.
Društvo jim je skozi leta v življenje prineslo le pozitivno, prav zato vedno znova radi pridejo. Zaradi družbe, zaradi zdravja, za vse, pa za to, da nikam greš, da si malo en obvezen svoje, da nisi doma. Moraš. In tako smo se navadili, res, en drugega. Se mi zdi, da z upokojitvijo, da se ti začne ena nova doba življenjska, in sem hotela tudi to bolj usmisliti. In sem že, ko sem bila še v službi, sem že naredila načrt, kaj bom počela. Tako da ta prehod ni bil težek. Že prej so me vabili, če bom postala aktivna članica, in tudi sem. Se moram pohvaliti, da sem zelo aktivna. Tako da meni je biti lepo, da sem članica. Veliko ljudi sem na ta način spoznala, veliko stvari počnem, kaj jih prej nisem, od miselnih do fizičnih. Tako da je bilo društvo nekaj, kar me je pravzaprav povezalo z Bledom. V društvu razbijajo stereotipe in predsodke. Sodelujejo z zunanjimi organizacijami, starimi in mladimi. Se mi zdi, da vedno mora biti ta sinergija tudi s krajem, ne da mi tu sami v enem kotičku ali v tej vili nekaj delamo, pa da drugi ne vejo, in to je treba se povezovati. Če boste kdaj imeli preveč časa, pa le zavijte na Ljubljansko cesto 15 k blejskim upokojencem. Skuhali vam bodo odlično kavo, z njimi boste lahko odigrali partijo biljarda ali pa se preprosto le pogovarjali. In zagotavljam vam, da boste od njih odšli z nekaj več znanja, kakšno posrečeno zgodbo iz njihove mladosti in nasmehom na obrazu.